Lepo pozdravljeni gledalci Daje pot poti. Tokrat smo na obisku v nadškofiji Maribor župniji svetega Petra v Malečniku pri Mariboru. Pot nas je vodila iz Maribora ob Dravi mimo plazovitega Melskega hriba in starodavne župnijske cerkve svetega Petra ob kapelicah križevega pota in vinogradih, zasajenih s plemenito vinsko trto. Tu na robu Slovenskih goric, na imenitni razgledni točki, visoki 346 metrov, kraljuje že skoraj pol tisočletja gorska Mati Božja. Kakor na straži stoji njeno svetišče in se ogleduje po Dravi navzdol proti Ptuju in navzgor čez Maribor zelene gozdove Pohorja ali razkošne vinograde Slovenskih goric. O prvi cerkvi na tem mestu in začetkih Božje poti zgodovina ne pripoveduje. Domnevajo, da so na nastanek tega svetišča vplivali malteški vitezi, vneti Marijini častilci. V Melju so imeli svoj grad, okrog gorce pa posestva. Današnja cerkev na gorci je zgrajena v gotskem slogu. Na zunanjem južnem uporniku cerkvene ladje je vklesana letnica 1517. Sodi torej čas, ko so po slovenskih tleh ropali Turki. Zato, kot povedo, so okrog cerkve postavili visoko taborsko obzidje s stolpi. Iz teh časov je ohranjena tudi zgodba o gorskem zvoniku, turškem poveljniku, ki ga je slišal, ter številne druge legende. To obzidje so žal podrli že v začetku 19. stoletja. Čeprav še danes lahko občudujemo gotsko podobo cerkve, so jo v stoletjih predelovali tudi v drugačnih umetnostnih slogih. V 18. stoletju so prizidali najprej na južni, nato še na severni strani baročne kapele. Nazadnje so sredi preteklega stoletja prizidali še zakristijo. Tudi notranjščina je bila deležna podobnih predelav. Najprej so posegli vanjo leta 1864, ko so jo v novgotskem slogu v celoti poslikala mojstra Fontani in Brolo. Podobno je bilo z opremo. Naša pozornost je namenjena Marijinemu kipu v glavnem oltarju. Marija drži v rokah žezlo, na levici pa nosi Jezusa. Motiv zelo spominja na Marijo pomočnico, ki jo je častil sveti Janez Bosko. Gorska podoba je veliko starejša, saj je nastala že sredi 16. stoletja. Drugi umetnostni biser, ki ga hrani gorska cerkev, pa je oltar svetega Urbana papeža. V njem so 3 dragocene slike, na oltarju pa še votivna podoba iz leta 1680, ki jo je dal napraviti Jurij Juršič za hvalo, ko sta bila ženo Marjeto ozdravljena vročice. Prva dragocena slika kaže svetega Urbana, njegov god pa se obhaja 15. maja. Do tega dne mora grozdje odcveteti, da lahko dobro obrodi. Tako je sveti Urban postal patron vinogradnikov. Druga slika na oltarju prikazuje Kristusa v tlačilnici. Zaradi izredne simbolike je najdragocenejši umetnostni zaklad, ki ga hrani gotska cerkev. Nad njo je slika s prizorom, ko Sem in Jafet pokrivata pijanega očeta Nojeta, ki še ni poznal moči vina. Ves oltar nas spominja, da smo v cerkvi, ki stoji sredi vinogradov. Božja pot na gorci je bila nekoč zelo obiskana. Po ukazu Jožefa II. Leta 1785 so jo zaprli in zaplenili vse premoženje. Taka usoda je ob jožefinskih reformah doletela tudi druge. Mnoge so izginile. Gorsko cerkev so prodali nekemu kmetu v soseščini. Nameravajo jo podreti in sezidati hleve. Zaradi nesreč, ki so se držale dela, pa je cerkev zopet prodal. Tokrat jo odkupil župnik Nikolaj Škof in jo rešil propada. Božja pot je zopet zaživela. O tem priča votivne podobe v zahvalo za uslišanje. Veliko je takih, ki prihajajo sem. Nekateri le zato, da občudujejo razgled, drugi pa tudi zato, da se zatečejo k Mariji. Med njimi so tudi romarji od svetega Antona v Slovenskih goricah, ki se še sedaj držijo stare navade, da pridejo že na večer pred glavnim shodom na Mali Šmaren in noč prečujejo v cerkvi, ter se po pobožnostih naslednjega dne vrnejo zopet domov. Naj te njihove stare navade ne odplavi moderni čas.
Povabim vas na spletno stran župnije svetega Petra ali na spletno stran www.pod-i.si, kjer si boste lahko podrobno ogledali notranjost obeh cerkva. Pravkar bo za gledalce oddaje Pot poti spregovoril domači župnik Jožef Lipovšek in prav je, da mu predam besedo. Vas, spoštovani gledalci in gledalke, pa povabim na molitev in ogled križovega pota v Malečniku. Hvala Jezus in Marija. Lepo pozdravljeni moji gledalci po celotni Sloveniji, posebej pa vsi tisti, kateri nas spremljate tudi preko svetovnega spleta. Imamo eno novost, novi strežnik, to je, kot ste verjetno slišali, 3x2.pod-i.si in smo pač nekaj pridobili, smo tega tudi veseli. Gledalci so videli obe cerkvi, Gorco, in izrekam pa eno toplo dobrodošlico gospodu župniku in Bog vas živi, da ste zopet z nami. Malo smo se vas priglastili in upam, da vaši župani zato ne bodo malo takole gledali. Bog daj tudi vam in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Zelo sem vesel, da sem z vami in da bomo tako podoživeli lepo evharistično dogajanje v tej oddaji. Vsaka oddaja oziroma vsaki dan bi se najprej človeku začel s sveto mašo. Tukaj bomo začeli z Medžugorjem. Bi morda, ko ste se pridružili veliki družini gledalcev oddaje Pot poti, kdaj boste poromali v Medžugorje, morda datum že veste in kako poteka to romanje? Tako vsako leto poromamo v Medžugorje, v to središče vere in upanja in ljubezni in res središče in križišče mnogih poti romarjev iz vsega sveta. In letos je že znan datum, to bo od 1. do 4. septembra 2010. Spoštovane gledalke in gledalci, toplo ste vabljeni. Morda boste na spletni strani župnije Malečnik najti tudi ostale kontaktne naslove ali telefona, pa se udeležili, kot ste prej videli, lep križov pot, katerega imate in pomolili in se glasili pri sveti maši in se pri vas prijavili. Dragi gledalci, oddaja Pot poti, govorili smo o sakramentih, danes pa bi poprašali gospoda župnika, da nam pove o pomenu Evharistije, kaj sploh je Evharistija, pa tudi kaj pomeni beseda obred evharistične daritve za kristjane. Ja, smo v letu Evharistije, to vaši gledalci dobro vedo, in približuje se slovenski evharistični kongres meseca junija in smo v letu duhovnikov. Vse to se povezuje v srednjo evharistično skrivnost, v daritev svete maše. Vemo, da je Evharistija beseda zahvala. Prvi kristjani so se zbirali po hišah in bili stanovitni v nauku apostolov, v lovljenju kruha, v molitvah in o bratski ljubezni. In vse jim je bilo skupno, beremo v apostolskih delih. In ni bilo med njimi pomankanja. In to je lepo spraševanje vesti za vse nas, ko imamo vendarle veliko brezposelnih, veliko ubogih med nami. Prvi cerkvi tega ni bilo. Tako da je bilo vse skupno in so se obhajali pri sveti Evharistiji, doživljali lepo dobroto, ljubezen Jezusa Kristusa in res živeli drug z drugim in drug za drugega. In zato je Evharistija kot daritev, kot žrtev našega Gospoda in pa kot velikodušna daritev nas vseh. Saj pri sveti maši darujemo Gospodovo daritev in nas ta Gospodova daritev združuje. Ta Gospodova daritev nas napolnjuje z novim upanjem, z ljubeznijo. Prejemo hrano, kruh večnega življenja. Potem pri sveti maši doživljamo tudi lastno spreobrnenje. Pri sveti maši doživljamo tudi notranje poboljšanje. Doživljamo notranji mir. Vrača se nam upanje in še bi lahko našteval. Naši gledalci sedaj vidijo evharističnega Jezusa. Kako vemo, da smo pod podobo Evharistije skriva Jezus? Pravzaprav, kako postane navaden kruh, evharistični kruh sveta ostija? Res je, pri sveti maši se to zgodi.
bistveno prebistvene. In sicer darujemo kruh in vino. In Kristus, ki vstopi v to dogajanje, s svojo sveto navzočnostjo, z vsem svojim bistvom spremeni ta kruh in vino v svoje telo in kri. To je največja skrivnost, misterij. Lahko rečemo, v tem koščku kruha se združujeta človeška in božja narava. V tem koščku kruha je navzoč ves Gospod, ves Jezus Kristus, z vsem svojim bistvom. Tukaj se zgodi trpljenje, smrt in vstajenje našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Zato je to velika skrivnost in tudi velika milost za nas, da lahko mi darujemo kruh in vino in tudi sami sebe in da nas Kristus použiva v tej naši daritvi, da on postane z nami eno in mi z njim. Zato v tem zemeljskem življenju, v naši neboglenosti, ne bomo nikoli mogli doumeti te skrivnosti, ampak bomo šele po smrti lahko razumeli, kako veliko skrivnost smo obhajali na zemlji. Zato pravimo, je to najbolj zvišena skrivnost, ki da lahko prikliče duhovnik Boga na oltar in da se po njegovih rokah, besedah, ki jih izgovarja, zgodi ta evharistična skrivnost. Kako naj bi se ljudje obnašali pri spremenitvi? Pri tem najvišjem dogajanju svete maše naj bi ljudje klečali, če je mogoče. Drugi, recimo zadaj, tudi pokleknejo, tisti, ki stojijo. Nekateri stojijo. Drugi tudi lepo notranje doživljajo, z molitvijo, zbranost. Takrat naj bi res v sebi utihnili in naj bi pozornost bila usmerjena samo na to poveličano telo našega Gospoda. In bi naj naš pogled takrat bil usmerjen in bi molili tisto lepo molitev, hvaljen moj Gospod, ali pa tudi hvaljen Gospod v tej presveti Evharistiji, hvaljen moj Gospod in različne vzklike. Kaj lahko veren človek ob tem občuti? Veren človek lahko v tem občuti neverjetno milost, da se lahko navzoč pri tako velike skrivnosti. In zato tudi sam čutim v sebi, da nikoli ne bom mogel dovolj izreči zahvale, dovolj čaščenja, dovolj molitve, da je moja narava res zelo nebogljena in grešna, in da se lahko Bog tako na nek način poniža, da njegova vzvišenost, veličina postane tako majhna v koščku kruha, koščku svete hostije in da lahko v tem trenutku gledamo pred seboj res njegovo telo in njegovo kri, njega samega. Tem je bistvo, je on ves navzoč. Isti Gospod, kot je bil takrat in isti Gospod tudi danes v sveti Evharistiji. Ali poznate kakšen primer v zgodovini, ko je Jezus na čuden način potrdil svojo prisotnost pod podobo kruha in vina? Veliko je teh evharističnih čudežev. Zato vas povabim, da bi morda vzeli v roke knjižico Antona Nadraha, bivšega stiškega opata, kjer je lepo razložil vse te evharistične čudeže. Nijemo dovolj časa, da bi vse to povedala. Naj ljudje tudi vzamejo v roke to čudovito knjižico. Samo eden je zelo znamenit, recimo čudež iz Bolcana, kjer imajo ohranjeno to tkivo, meso, ki se v določenem trenutku tudi razodene in spremeni svojo obliko. In so to strokovnjaki ugotovili, da gre za pravo meso, človeško meso. Ali pa čudež tudi svetega Januarja, kjer se tolikokrat na leto spremeni in postane ta tekoča kri. Zopet v trdnem stanju in potem zopet tekoča in se spreminja. Tako da je to velik čudež. In še bi lahko omenil čudeže, ko so verniki, recimo Magdalena Gornik ali sveta Terezija Neumann ali tudi druge osebe, ki so samo od svetega obhajila dejansko živele toliko in toliko let. Jaz bi naši gledalce oddaje poti povabil na krščanski strežnik, kjer smo bili tudi v opatiji Stična, kjer je pater Nadrah o tem tudi govoril.
Posneli smo tudi eno oddajo o Magdaleni Gornik in vam jo to priporočam. Kaj je to sveto hajilo in kdaj ga lahko vernik prejme? Sveto hajilo ali komunijo pomeni občestvo. Tukaj pride najbolj do izraza naša skupnost. Saj gremo kot skupnost k svetemu hajilo. Kristus nas pri sveti Evharistiji združuje kot skupnost in se nam razodene v skupnosti. Njegovo skrivnostno telo je cerkev in mi smo deležni te presvete Evharistije, jo prejemo vase, iz nje živimo in tudi vzkliknemo amen, ko nam duhovnik pokaže in izreče Kristusovo telo. Mi izrečemo besedico amen, potrdimo, tako je in spoštljivo sprejmemo. In to je vrhunec tega dogajanja, ko se združi z nami Gospod in postane eno z nami in mi z njim. Slomšek je lepo vzkliknil, o moj Jezus, zlata ura, najsvetejši trenutek mojega življenja. Zakaj verniki ne prejemajo Jezusa tudi pod podobo krvi, ampak samo pod podobo mesa? V prvih skupnostih, v prvih stoletjih so to prakticirali. Vse so bile manjše skupnosti, ki so pri sveti maši tudi pod obema podobama prejemali. Danes, ravno zaradi teh praktičnih razlogov, zaradi velike skupnosti, kar bi gotovo sveto mašo zelo tudi podaljšalo, ali pa tudi iz kakšnih drugih razlogov, predvsem gre za kakšne razloge strani vernikov, da pač je problem higiene in vsega tega in ne vem vse, kaj si se še bodo izmislili, ampak v prvih stoletjih je to bilo živo navzoče. In tudi mi se spomnimo iz bogoslovja, kot bogoslovci smo vedno kajali tudi letniške maše in smo vedno prejemali pod obema podobama. Torej, da smo prejeli sveto kajilo in potem tudi izpili torej požirek svete rešnje krvi. Tako da je to enkratno dogajanje, če lahko to tudi kdaj doživite v današnjem času. Kako se mora vernik obnašati pred prejemanjem in po prejemanjem svetega kajila, katere molitve cerkev pri tem priporoča oziroma ali se človek zahvaljuje Bogu za dar z svojimi besedami? Človek naj bi bil notranje pripravljen, beremo nekje v katekizmu, notranje in zadostno pripravljen. Zdaj, kaj kdo razume pod tem pojmom, je različno. Včasih vemo, da je bilo zelo strogo, kar se tega tiče, tako da je moral biti človek že od večera tešč in je moral se res vzdržati tudi kakršnekoli jedi zjutraj in res tešč pridi, tako kot na kakšen zdravniški pregled. Danes se nekako zelo priporoča, da naj bi človek tudi pri sveti maši bil nekako tešč, da ne bi prej recimo jedel in da bi nekako res prišel v sveti maši notranje pripravljen z molitvijo in potem po sveti maši zaužil obrok hrane, če je to mogoče. Seveda drugo je za bolnike ali kakorkoli, ker morajo sprejeti tudi določeno količino hrane prej za svoje telo. Tako da biti zadosti notranje pripravljen je, da človek opravi sveto spoved. Danes to gledalci dobro vedo, da se nekako kar preveč prakticira obhajilo iz navade. Da človek nekako pri pogrebu, pri poroki kar gre, seveda obhajilo in ni notranje pripravljen. In že ni bil pri spovedi 20-30 let. Kako naj bo takšen človek notranje pripravljen, ki je prej doma recimo izgovarjal kletvice, potem zapustil družino, potem recimo dolgo opuščal sveto mašo, potem prej doma kaj storil težkega, ima na vesti kakšen težek greh, kaj šele, da je nekaj naredil, komu človeku in greh svetomu hajilo. Torej so včasih rekli, da gre za božji rob, da dejansko človek prejema v grehu sveto hajilo. Tako da je včasih zelo tako relativno od človeka do človeka, kdo je zares pripravljen. Ne? Sam se tudi čutim nevrednega včasih in mislim, pa nisem dovolj pripravljen, pa dejansko nisem dovolj molil, ali pa sem kar na hitro obhajal sveto daritev in bil raztresen.
Tako da je to zelo od posameznika do posameznika. Ne? Še vedno smo vzaj pod poti, gostimo malečnika župnika Jožefa Lipovška na vaše želje, spoštovani gledalke in gledalci. Z nami so tudi gledalci, kateri še niso spoznali Božje ljubezni. Kje se odvija sveta daritev na ta? Sveta daritev se odvija na svetem kraju in to je navadni sakralni prostor. Cerkev, potem kapela ali pa tudi kakšen drugi prostor, ki je namenjen temu. Gre posebej za sveto bogoslužje, za sveto dogajanje. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Biti vedno v službi Boga, v službi cerkve. In zato gre za vrhunec dogajanja. Gre za vrhunec tega najlepšega dogajanja v cerkvi. Zato se sveta maša daruje na svetem kraju, to je cerkev. Tukaj je tudi primeren prostor, primeren sakralni prostor, primerna tudi akustika, potem ljudje so bolj zbrani, doživljajo to, čeprav ne moram reči, da ne doživljajo, da je sveta maša tudi lepo v gorah. Tudi se lahko vrši sveto bogoslužje v gorah, če najde nekak primeren prostor in ima pri sebi korporal in pa svete liturgične posode. Lahko se obhaja pri bolniku na domu, če recimo ne more bolnik priti k sveti maši. Lahko se obhaja v bolniški kapeli, kjer je zelo priporočljivo danes in to gledalci dobro vedo, kako je to zelo nekaj lepega za bolnika, če doživi recimo sveto mašo doma ali če bolnika pripeljejo v cerkev. Vsekakor je cerkveni, sakralni prostor eden najbolj priporočljivih. Tudi veliko slovenskih bolnišnic ima tudi kapele. Tudi. In to je zelo spodbudno, da se danes v veliko bolnišnicah že obhaja sveta daritev. Mogoče še kje imajo kakšen samo prirejen prostor, ampak res Bogu hvala vsem zdravniškim in drugim sodelavcem, zdravstvenim delavcem, ki so na razpolago tudi, da to omogočijo in raznim direktorjem bolnišnic ali kliničnega centra, ali drugače, kjer je danes že duhovna skrba možna in bolniški duhovniki vsak dan lahko obiščejo bolnika, če je tako želja svojcev bolnika in prejmejo tako sveto obhajilo. Hvala Bogu, da je tako. Ali so kakšni predpisi, kakšen mora biti daritveni oltar? Daritveni oltar mora biti primeren. Tukaj ne more biti kakršnakoli miza. Ponavadi iz liturgičnih predpisov je, da naj bi bil kamnit. Torej res in naj bi bil takšen po izgledu, da je kot žrtvenik. Tako kot je bilo v Stari zavezi, ker je Mojzes lepo tam daroval daritev Bogu najvišjemu, lepo daroval kakšno prvorojeno jagnje in potem je ta daritev Bog sprejel. In ta oltar danes naj bi bil izrecno namenjen liturgični rabi. Ničesar drugega naj bi bilo na njem. Tako da tisto, kar je sveče, potem križ ali vse to, to je gotovo primerno, ali je kakšen šopek rož, ampak izključno namenjen samo žrtvi, ker gre za žrtev, za daritev. In v oltarju so ponavadi tudi relikvije, katerega svetnika, ki jih ustavijo, še preden se oltar zgradi, preden ga arhitekt dokončno uresniči, se tudi najde prostor, kjer se vloži listina ustanovitvi oltarja in pa tudi datum, potem relikvije se vložijo, potem pride gospod škof ponavadi in potem oltar lepo posveti, ga maziri in zato je izrecno namenjen liturgičnemu obhajanju svete daritve. Ali so bili oltarji vedno obrnjeni proti vernikom? Ne. Namreč to se je zgodilo šele po drugem Vatikanskem koncilu. Znamenita je tridentinska sveta maša, kjer je bil duhovnik obrnjen s hrbtom proti ljudem in je bil obrnjen proti glavnemu oltarju, tabernaklu in je govoril latinsko. To je bila latinska sveta maša, ki je zanimivo papež Benedikt spet priporoča, uvaja in posebej zdaj odprl vrata anglikancem, ko je odprl vrata tudi bratovščini Pija X. Dan nekako se spet uvaja to dogajanje, da bi verniki spet obudili to misel na latinsko svetomašo,
Drugače pa po drugem Vatikanskem koncilu je prišel domači jezik v liturgično rabo in pa tudi duhovnik se je obrnil k ljudem, da je bila tudi lepa komunikacija, lep dialog in pa tudi, da so ljudje duhovnika tudi razumeli, da je duhovnik njim obrnjen in da se tako gledajo iz obličja v obličje. Jaz sem zelo vesel vseh pisem, ki prihajajo od naših gledalcev, da je poti v Sloveniji, pa predvsem tistih iz tujine, kjer imajo poseben takšen odnos do vere, ker se nekateri tudi mi pišejo po 1000 kilometrov vozijo v Sveti maši in tudi vaše pridige, ki so še na internetu, zelo radi prisluhnejo in se vam ob tej priložnosti v njihovem imenu zahvaljujem. Bogu hvala in res hvala vam, da ste tako lepo sprejeli to dogajanje v mojem duhovniškem poslanstvu. Katere predmete uporablja duhovnik pri sveti daritvi? Pri sveti daritvi imamo liturgične posode in liturgične predmete, liturgične knjige. Vse je izbrano določenemu namenu, poslanstvu in pa tudi cilju bogoslužja. To je Jezusova daritev. In zato vse mora služiti temu namenu. To so razni kelihi, to so razni ciboriji, tukaj je tabernakel, kjer so shranjene svete hostije, tukaj je liturgična tudi ta dejanja, ki jih duhovnik izvaja razne kretnje, drže. Potem so tu razni liturgični prtički, ki služijo temu namenu, da duhovnik potem umije posode na temu primernem mestu ali na robu oltarja, nikoli ne v sredini, na robu oltarja ali pa pri pripravljeni mizici, kjer so darovi. Potem je to liturgična posoda za ponavadi vrčki, za vino, za vodo. Potem so tukaj tudi liturgični plašči, ki so primerni cerkvenemu letu. Potem imamo tudi razne liturgične pripomočke, kot so kadilnica, kot je aspergil, kot so tudi drugi pripomočki, recimo v velikem tednu raglja, in potem imamo še razne druge, recimo da obhajilo prinašamo bolnikom. Skratka, veliko teh liturgičnih pripomočkov je. Oddaja Pot poti je ena izmed redkih Slovenij, v kateri gosti oziroma gledalci izbirajo goste in prav je, da tudi kakšno vprašanje, ki mi ga pošljete, spoštovane gledalke, gledalci, na elektronski naslov pot@planet.si, tudi ob tej priložnosti zastavimo gospodu župniku Jožefu Lipovšku iz župnije Malečnik pri Mariboru. Kakšna je vloga duhovnika pri obredu, kako se mora duhovnik obnašati, kako izgovarjati besede? Sveta maša Patra Pija, znanega kapucina iz San Giovanni v Italiji, ki je 50 let nosil na svojem telesu znamenje Jezusa Kristusa, tako imenovane stigme, je trajal približno 3 ure. Kaj menite o taki dolgi sveti maši? Bi bili na naših časih tako dolgi obred primerni? Ja, to gotovo. Sveta maša se ne more meriti po času. To je treba najprej povedati gledalkam in gledalcem. Sveta maša je doživljanje. In zato tisti, ki meri po času, da bo reče, da bo maša trajala zdaj pol ure ali 1 uro, je to nemogoče. Kaj ti ne moreš izmeriti takšne velike skrivnosti. To se ne da določiti. Jaz lahko določim, da bom pol ure pri sosedu. To lahko. Lahko določimo oddaja, da bo recimo 1 uro trajala. Sveta maša je pa stvar doživljanja. Duhovnika in pa vernikov. Tukaj recimo gre za nevidno komunikacijo. Da recimo duhovnik doživlja pri sveti maši zbranost vernikov. To recimo, če že mašuješ recimo dlje časa, dobiš ta notranji instinkt, notranji čut, da recimo začutiš, kdaj v katerem primeru izreči kakšno besedo ali pa molčati, enostavno molk. Molk ima pri sveti maši izredne pomeni in se tega žal tudi premalo, tudi sam premalo uresničujem. In zato je zelo važno, da zelo znam pravim pomenu postaviti besedo, izgovarjati spoštljivo
sveto mašo. Včasih se spomnim, starejši duhovniki so rekli, če si eno besedo, eno črko narobe tako postavil z besedi in izgovarjal drugače ali celo prehitro, si ne vem koliko grehov dobil pri sveti maši. Zanimivo, tako da je res spoštljivo, preudarno, počasi, če je možno, predvsem meditativno, da sveta maša postane in meditacija in kontemplacija. Kaj to pomeni? In premišljevanje, dovolj časa za premišljevanje pri sveti maši, dovolj časa za poslušanje pri sveti maši, to je zelo pomembno, in dovolj časa za kontemplacijo, to gre pa za zrenje. Ko človek se pri sveti maši postavi v vlogo kogarkoli, Jezusa, Marijo, in doživlja sebe, kako ga nagovarja določene osebe, ali iz Evangelija, ali iz Božje besede. To se reče zrenje. In Pater Pij in drugi karizmatiki so imeli to milost, da so celo pri oltarju doživljali to veliko skrivnost, na prav poseben način doživljali trpljenje, smrt in stajenje in celo zamaknjenju doživljali sveto mašo, kar danes mnogi sploh ne vedo, kaj je to zamaknjenje, da so v zamaknjenju nekaj časa samo molčali in samo držali tako roke in so verniki lepo potrpežljivo čakali. Če bi danes, bi že mislili, da je slabo, da je duhovniku slabo pri sveti maši, da se slabo počuti, če bi bil zamaknjen ali če bi nekako znal bolj doživeto. Tako da je res naša maša res včasih prehitro oddoživeta in sploh nedoživeta. Tako da včasih vernik ne ve, zakaj je prišel in s kakšnim imenom odide. Tukaj bi nam bil vzor alški župnik, mati Terezija, pa tudi vaš misionar, katero oddajo se lahko tudi ogledate na krščanskem strežniku RKC, ki je v oddaji dejal, da pravzaprav, če bi ljudje vedeli, kaj sveta maša je, bi pred vrata postavili pocaje. Ja, res je. To doživetje se ne da izmeriti po kvantiteti, po količini. To je kvaliteta doživljanja. In zato res, ne vem, kdo je rekel to, da če bi, mislim, da ravno Janez Vianney, katerega ste omenjali, rekel, če bi ljudje vedeli, kaj je sveta maša, bi umrli od sreče. Zakaj se pa nekateri ljudje pri sveti daritvi dolgočasijo? Dolgočasijo se zato, ker ne vedo, kaj je namen svete maše. Torej. Ker današnji človek hoče imeti stalno v sebi hrup, živi v hrupov in zato tudi pri sveti maši že njegove misli plavajo daleč. Tako da sem že doživel to, da sem se pogovarjal z osebo, ki ni vedela točno, kaj smo pri sveti maši delali. Ne? In sem jo vprašal, kaj pa je vaš namen bil pri maši, kaj ste pri maši delali? Ja, je rekla, sem študirala že, kaj bom kuhala doma. Potem študirala sem, kje je najstarejši sin, zdaj v tem trenutku. In seveda je bila to raztresena doživetje, ampak tudi to je na način molitev. Tudi ona je tisti svoje raztresenosti položila sebe v sveto daritev. Kakšno vlogo ima cerkev pri petju, pri sveti maši? To je zelo pomenljiva vloga, namreč petje je sestavni del bogoslužja in pri petju se dogaja tisto najbolj bistveno, slavljenje Boga. To je, da s hvalnicami, z slavospevi, z psalmi, z liturgičnimi pesmi hvalimo in slavimo Boga. En sam namen je slaviti Boga in že sveti Avguštin je rekel, kdor dobro poje, dvakrat moli. Kaj mislite, kje alški župnik črpa moč za tako velike napore? Verjetno naši gledalci nekaj o njem tudi vedo. Sveti Janez Marija Vianney je črpa moč iz svete Euharistije. To, kar že govorimo, celotno dajo. On, ko je videl enkrat, to je znamenit dogodek, ko je videl, kako je kmet postavil svoje orodje na vrata cerkve, in to je v njegovi knjigi tudi naslikano, kako je postavil orodje na vrata in šel molit pred Najsvetejše, in ko je to videl in vprašal njega, kaj vi delate, da molčite ure in ure pred Najsvetejšim in ste celo pustili delo zunaj in ste šli to, in je rekel, samo sončim svojo dušo. On gleda mene in jaz gledam njega. To je dovolj.
Ali duhovniški poklic ali služba oziroma kakšna je razlika med tema dvema izrazoma, kajti tako kot je treba moliti v družini, tako je treba tudi moliti za duhovnika in ga do nekaj tudi spoštovati. To je zelo pomembno, kajti molitve nas bodo rešile. In molitev je kot rešilna deska, ki človeka rešuje pred viharji življenja. In zato bi se naj vsi skupaj zavedali, da ljudje molijo za nas in mi za njih, da gre za to nevidno komunikacijo, za molitev, ki se dviga. Kajti zelo potrebujemo eni in drugi molitve. Mi potrebujemo za razsvetljenje, oni potrebujejo za razločevanje. Mi potrebujemo za razločevanje, oni potrebujejo za razsvetljenje. Gre za obojestransko molitev. Ali je molitev za duhovnike in nove duhovne poklice potrebna in pomembna, verjetno zelo? Zelo pomembna, kajti vidimo, da razlog v tem, da človek peša v molitvi, ali je to duhovnik, ali je to vernik, da peša v molitvi, je ravno razlog tu, v pomanjkanju vere in pomanjkanju molitve. Kajti nekje že pesem pravi, in rešile me bodo materine molitve. Torej, že ta odnos sina do matere, ali odnos matere do sina, ali duhovnika do vernika, vernika do duhovnika, vse mora biti prepleteno za molitvijo, ker molitev človeka dviga, ga notranje pogumlja in mu tudi daje dovolj moči, da lažje prebrodi tudi tiste največje in najtežje križe, ki prihajajo preizkušnje, ko je človek tako majhen pred veličino preizkušnje, ko ne more nič. Tole vprašanje bo postavljeno v svojem imenu, po pismu sodeč, vas naši gledalci cenijo, radi prisluhnejo, ima radi, pa še veliko bi lahko našteval. Kaj je tisto, gospod duhovnik Jožef, da vas imajo naši gledalci radi, da znate biti pravi Jezusov duhovnik? In tudi ne samo v župniji, predvsem v oddaji Pot poti, oziroma preko te velike družine naših gledalcev oddaje Pot poti v domovini in tudi posebej še v tujini. Ja, najprej najlepša hvala za to mnenje vas vseh. Zelo sem vesel. Kaj naj bi rekel? Zelo težko je reči recept. Kaj je recept? Trudim se ostati majhen pred Gospodom, imeti otroško srce. Se vedno znova zavedam tistega, da ko je Jezus rekel, če ne postanete kakor otroci, ne prijete na nebeško kraljestvo. Potem vsak dan se zbuditi za molitvijo, vsak večer zaspati s kesanjem, z molitvijo večerno, potem redno češčenje Najsvetejšega, redna molitev rožnega venca, brevirja, potem tudi iskanje ljudi za pomoč, dobrih ljudi, potem tudi skrb za lastno telo, za življenje, tudi kakšna interesna dejavnost, kakšen hobi. Vse to dela človeka celoti, takšnega kot je. Predvsem pa biti to, kar si, pred Bogom in pred ljudmi. To je velikokrat težko, ampak to je edino zveličano. Zelo lepo povedali. Kaj bi na koncu povedali našim gledalcem oddaje Poti oziroma najnega pogovora? Pričeli smo oddajo z naši gledalci videli s svetiščem Marije na Gorci. Verjetno bi bomo tudi zaključili. Ja, res je. Se vam zahvaljujem za zvestobo. Oddajam Pot poti. Obenem tudi za to, da ste v srcu dobri, da se trudite za lastno zveličanje, da v tem letu Evharistije radi hodite k sveti maši, oziroma se trudite, da v tem letu duhovnikov molite za nas in pa da radi prijete tudi na našo Gorco. Saj velikokrat doživljam, kako romari so srečni, zadovoljni pri Mariji, radi molijo, radi pridejo in zato vas tudi povabim, da bi v tem letu radi prišli na našo Gorco v prvih Marijinih sobotah. V zimskem času imamo zdaj v 17. uri, drugače potem gremo na 18. uro in po letnem času na 19. uro. In pa da prijete ali na Marijine praznike, ali na polnočnico, ali tudi na zadnji dan v letu, ko imamo Sveto mašo, ali na novega leta dan, ali tudi poromate v križnem potu. Skratka,
Želim vam, da bi v svojih družinah bili zdravi na duši, na telesu in da bi se radi imeli med seboj. To je največ. Da bi v tem letu Evharistije radi prejemali sveto obhajilo in da bi v tem letu duhovnikov se radi priporočali za nas, molili za nove duhovne poklice. Pokloni gospod župnik, da ste si vzeli čas za naše gledalce, oddaje Pot poti, da ste spregovorili. Želim vam vse dobro na vaših življenjskih poteh, predvsem pa obilo Božjega blagoslova in ostanete še naprej Jezusov duhovnik. Hvala tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem in želim vam res obilo blagoslova, milosti, Marine priprošnje in blagoslovljen postni čas. Saj smo v tem času res notranje, osebne, duhovne priprave, da bi se lastno notranje spreobrnili in da bi tako v veselem pričakovanju dočakali veliko noč našega Gospoda Jezusa Kristusa. Dragi prijatelji, hvala za pozornost. Ostanete še naprej v družbi naše televizije in do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti vas pozdravljam z starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in